Vsako leto zadnjo sredo v aprilu obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu, ki nas opozarja na pereč, a pogosto spregledan okoljsko-poslovni problem, in to je pretiran hrup, ki ogroža zdravje ljudi in kakovost življenja. Čeprav nas vsakodnevni hrup spremlja skoraj neopazno, njegove posledice niso nič manj resne kot pri drugih oblikah onesnaževanja. In kot nas je nedavno opomnilo dogajanje v Beogradu, lahko prekomeren hrup postane tudi orožje z resnimi fizičnimi in psihološkimi posledicami. Ti slišiš zvuk, ki gre proti tebi. Tvoje očesa, torej čut vida ti govori, ma nič ne prihaja, ne? Slišiš pa, da nekaj prihaja. Pač ti to ne vidiš. Razum ti govori, dej se umakni v stran. Vzameš ženo, hči, se odpelješ v stran. Vsi se premaknemo. To je trajalo, ne vem, koliko, 4, 5, 6 sekund mogoče, ne več. Se vrnem na sred ceste, gledam naravnost proti Terazije, proti stavbi predsjedništva. Nič. Zvuk je pa bil zelo močen. Zvočni top se morda zdi neškodljivo orožje, a so lahko njegove posledice dolgoročne in resne. Kako močan je ta zvok in kakšne učinke ima na človekovo telo, priča osebna izkušnja Nenada Vukadinovića, ki je bil izpostavljen zvočnemu topu med protesti v Beogradu. Ne vem, jaz sem prišel 24 ur po dogodku na urgencu v Sloveniji. Jaz sem še vedno imel tale bobnjanje ušesa, zamašena ušesa in glavobol. Ti so bili presenečeni in so mi rekli, da nisem bil prvi ta večer, da je uro pred mano že bila študentka, ki je enako bila na skupu v Beogradu. Med protesti v Beogradu konec marca so številni udeleženci poročali o uporabi zvočnega topa. Naprava naj bi povzročila slabost, vrtoglavico, izgubo ravnotežja, glavobole, piskanje v ušesih oziroma tinnitus, začasno ali trajno okvaro sluha, paniko, motnje srčnega ritma, pri občutljivih ljudeh pa celo živčne zlome. Zvočni topi ustvarjajo izredno močan, usmerjen val zvoka, ki lahko doseže jakost preko 140 decibelov, kar je primerljivo z letalskim motorjem na razdalji nekaj metrov. Nenad je dolgoletni izkušen DJ, vajen glasne glasbe in močnih zvokov, a ta hrup ga je presenetil na način, ki si ga ni mogel predstavljati. V klubu, v diskoteki, ti si pripravljen na zvok, ki boš prejel. Torej, ali so to nizki, ali so to visoki, ali so to medtoni, ali so to basi, ali so to soprani, ali to ti si pripravljen in tvoji možgani so pripravljeni na sprejem toga zvuka. Ko si ti enostavno v eni metropoli, kot je Beograd, na asfaltu, na cesti, pač slišiš nenavaden zvuk, kot da prihaja iz recimo džungle, enostavno tvoji možgani to ne morejo prejeti. Torej, ti si zmeden, ti točno ne veš, kaj se dogaja. Enostavno ena praznina po tem dogodku. To bi moralo biti prepovedano. Zvočni top je orožje, ni orodje za množično komunikacijo. Zato mora njegova uporaba biti povsem prepovedana. In vsakršnja njegova uporaba na civilnem prebivalstvu je neetična in nevarna. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da dolgotrajna izpostavljenost hrupu vodi do kardiovaskularnih bolezni, nespečnosti in kronične utrujenosti, psiholoških motenj in učnih težav pri otrocih. Njena priporočila določajo, da naj povprečna dnevna raven hrupa ne preseže 55 decibelov, ponoči pa 40 decibelov. A ta meja je v mestnih okoljih pogosto presežena. Ne le na protestih ali koncertih, temveč tudi v šolah, na delovnih mestih, v stanovanjih ob prometnih cestah.